Nujno potrebno reči, zakaj je, ker je kolega izpostavil v Sloveniji ta transparentnost tako problematična. Meni se zdi, da je to seveda deloma ideološkega izvora, drugič pa seveda tudi s tem neke družbene nepripravljenosti, da poskušamo stvari postaviti na čiste temelje, to se pravi, kje smo, kaj smo. To je povezano tudi s tem, da recimo slovenska družba ni sploh nesposobna govoriti o svojih vrednotah, na čem temeljimo, kako bomo sploh sodelovali, recimo odsotnost od tega, kaj pomeni religiozna tradicija recimo za Slovenijo, potem odsotnost tega, kaj je pravzaprav ta tranzicija. Jaz sicer strinjam to, kar je rekel kolega Berčon, vendar na drugi strani so bili tudi poskusi, recimo, da bi se naprimer takrat tiste direktorje, ki bi zadeve podjetja transparentno peljali, potem tudi avtomatsko, če tako rečem, olastninilo kot tiste, ki so pač pokazali, da stvari znajo peljati. Tako pa je pravzaprav vse to, potem pa seveda dodatno še vse politične mahinacije in podprte z medijskim, kar ustvarja meglo. In mislim, da je to najslabše, kar se lahko eni družbi zgodi, če hoče recimo, da bi napredovala. Druga zadeva, ki je seveda velja deloma za Slovenijo, deloma pa mislim pa tudi za širši svetovni prostor, ki je pa povezana seveda s to globalizacijsko problematiko. Vsi govorimo o vrednotah, ampak mislim, da se moramo potrkati tudi na prsa. Vrednote so problem tudi v vrednostnih inštitucijah. Bom ostal kar najprej pri katoliški cerkvi, ta je prva, ne glede na različne medijske obravnave, ki jih lahko problematiziramo, ampak samo dejstvo, da recimo se cerkev zelo veliko ukvarja sam s seboj, to sem jaz tudi v svoji knjigi Občutek pripadnosti zelo izpostavil, kaže na to, da nima etičnega naboja, ki bi lahko reševal družbo. Seveda podobno bi lahko rekel, velja tudi za druge skupnosti, tudi islam se seveda veliko ukvarja sam s seboj in vse to na nek način na globalni ravni in seveda tudi za Slovenijo moramo to priznati, otežuje razpravo o etičnih temeljih našega bivanja. Kar zadeva menedžerje, se mi zdi, da je seveda o tem so že neke študije, recimo pri nas imamo dve, po moji oceni razmerno dobre knjigi profesora Berlogarja pa Kavčiča, ki o teh zadevah tudi svetovno primerjalno zelo dobro izpostavlja, kakšna je vloga etike. Seveda ključni problem je, da je etika vedno pravzaprav dana na razpolago. To, kar ste vi izpostavili recimo za vaše podjetje, je najbrž nek model, ki dolgoročno zelo dobro deluje, vendar, kot vidite, če ni v okolju podpore za to, potem prihajajo tisti, kot ste rekli, ki bi radi na hitro nekaj pridobili. In seveda zato na osnovi tega lahko šele pravzaprav preidem k temu vprašanju. Seveda, in mislim, da se s tem seveda popolnoma lahko strinjamo, ker je papež zapisal ta zastonjski dar, ker mislim, da ne drži podatek, da je manj revežev na svetu, ampak da se v zadnjem času zelo povečujejo. Celo v državah, recimo v Nemčiji, poznam statistike, ki kažejo, da je mnenje ljudi, da so ljudje bolj revni v enem letu za 10% se dvignilo. To se pravi, tudi v enem letu. Tudi v razvitih državah se revščina stopnjuje. In seveda to je vedno bolj pereč problem, ki ima seveda zelo razvejano problematiko, deloma smo jo seveda omenili, in zelo težko je seveda tukaj postaviti alternative. Ena alternativa je seveda, ki jo pač počnejo različne karitativne organizacije, ki poskušajo gasiti revščino, ampak to je samo gasilska akcija. Zelo pomembno bi bilo seveda ustvariti strategije,
te strategije pa mogoče ustvariti samo tako, če si je politika pripravljena, ampak kot je bilo pravkar rečeno, je seveda politika tu, problem politike tudi v tem, to je seveda tudi moje vprašanje, gospoda Brščiča, recimo, zakaj seveda politika vedno razumem seveda v skrbi za to, da ohrani denar, recimo spet banke, recimo tudi pri nas se je to dogajalo, recimo smo že davkoplačevalci dvakrat vsaj recimo, ali pa mogoče še večkrat plačali banke, zato da ohranimo stabilnost in na drugi strani, zakaj pa recimo se politika ne odloči, da bi bolj poiskala krivce, ki so seveda pripeljali k takim stanjem. Seveda to doseči je veliko bolj zahtevno, in mislim, da ključni problem tako Slovenije, kot tudi v svetovnem smislu je v tem, da so preveč etablirane določene skupine in da je premalo inovativnosti in da kljub temu, da se govori, da gre za tržno gospodarstvo, je inovativnost v politiki, v gospodarstvu in seveda tudi na drugih področjih še vedno premalo omogočena in zaradi tega prihaja tudi do teh težav. Kar se tiče te zastonjskosti, je pa seveda ključni problem sodobne družbe. Če mi gojimo in spodbujamo tekmovalno družbo, je to sicer na nek način, kot pravi Andrej Gosar, tisto, kar spodbuja človeka k dejavnosti in najbrž druge formule ne poznamo, vendar na drugi strani je pa samo tekmovalnost pravzaprav tista, ki izriva in ki ustvarja vedno več revežev in zato je nek dogovor, pri katerem bomo vendarle bolj omogočili sodelovanje in pri tem seveda tudi omogočili inovativnost tistih, ki so sposobnejši in mislim, da jih je tudi v današnjem svetu in tudi v naši družbi dovolj, vendar seveda velikokrat nimajo možnosti in tukaj mislim, da bi bila naloga tudi ustanov cerkve, ni dovolj, da samo deklarativno zapišemo in rečemo, da podpiramo takšne mehanizme, ampak da pokažemo alternativo delovanja tudi v našem sistemu.